razvimo, dotal naj bojga naš pogreb. Na to svoj novi svet zgradimo, nismo nič, bodimo vse. Že se ljudstvo je zbralo, zadnjo borbo že hiti, da z internacionalom prostosti pribori. Že se ljudstvo je zbralo, zadnjo borbo že hiti, da z internacionalom prostosti pribori. Pozdravljene, drage gostje in gosti, spoštovane tovarišice in tovariši. Dobrodošli na prireditvi v počastitev 8. marca, Mednarodnega dneva žensk. Današnji dan je namenjen ženskam in počastitvi njihovega boja za enakost. Njihov boj je bil dolgotrajen in ni nikoli končan, poln vzponov in padcev. V letošnjem letu bomo obeležili številne pomembne mejnike ženskega gibanja pri nas in po svetu. Letos bodo na primer v Veliki Britaniji obeležili 100 let volilne pravice za ženske, čeprav le-ta sprva ni bila zagotovljena vsem. Že pred Britankami pa so ob koncu 19. stoletja v Evropi kot prve dobile volilno pravico Švedinje, nato Finke, Danke, Islandke in ženske v carski Rusiji po odstopu carja 8. marca 1917. Pri nas pa mineva 75 let od prvih volitev, ko so ženske lahko oddale svoje glasove za predstavnike v narodno-osvobodilnih odborih. Prav tako bomo letos obeležili tudi 75. obletnico prvih slovenskih ženskih demonstracij, ki so potekale v Ljubljani. Ženske so zahtevale bolj človeško ravnanje z zaporniki in interniranci, kasneje pa tudi njihovo izpustitev. Danes ima Ljubljana, mesto heroj, kar 3 spomenike posvečene tem edinstvenim ženskim demonstracijam na okupiranem ozemlju. V Zvezdi pred Kazinom, pred predsedstvom na Erjavčevi in na Pogačarjevem trgu. Ljubljana se jasno spominja medvojnih časov in ne dovoli, da bi to pomembno medvojno dogajanje pozabili. Pomembno vlogo pri ohranjanju in spoštovanju spomina ima tovariš Zoran Janković, župan mestne občine Ljubljana, ki ga sedaj vabim k pozdravnemu nagovoru. Spoštovane drage mame, spoštovane drage tašče, babice, žene, hčere, iskrene čestitke za današnji dan in naj bi bil vsak dan praznik za vas, kajti to si zaslužite. Poseben pozdrav tu v prvi vrsti naši častni govornici in častni meščanki Ljubljane, doktorici Ani Mikuš-Kos, naši ministrici, ki dobro skrbi za pravice vseh, Anji Kopač Mrak. Tudi poseben pozdrav naši podžupani Jelki Žekar, naši mestni svetnici, ki je odgovorna za to, oziroma 200 tu, častnim meščankam, in naj mi bo dovoljeno, da pozdravim tudi prvega predsednika Republike Slovenije, tovariša Milana Kučana, svojo soprogo. Dobrodošli. Tudi zelo sem hvaležen, da je danes z nami naš komandant, tovariš Janez Stanovnik. Dobrodošel. In predsednik Zveze združenih borcev, tovariš Tijo Trnšek. Tudi vse častne goste pozdravljam, da ne bi koga spustil, pa ne bo žaljen, kajti izpostavil sem 3 moške, ki so zaslužni za to, da danes lahko tu sedimo v svobodni državi, v državi, ki je članica Evropske unije, v mestu, ki je narodni heroj, in hvala partizanskemu pevskemu zboru za uvodno pesem. Ne pozabite,
ne pozabite na himno Ljubljane, ne vem, če v programu, pa če ni, pa dajte v program not. Kadarkoli na začetku, na koncu. Ne. Jaz sem tu pred vami že 11. leto in vam lahko govorim o Ljubljani, o spremenjah, ki so se zgodili v Ljubljani. Zame je Ljubljana nedvomno svetovna prestolnica Evrope, zelena. Gre za to, da je Ljubljana edino mesto v tem delu Evrope, ki je dobila ta naziv Evropska prestolnica, in zdaj kandidiramo tudi skupaj z Montrealom, da naredimo nek skupno listo, da bi poskušali tudi narediti svetovno prestolnico. Tisto, kar nas danes muči po svetu, sta dva velika problema, so vojne in s tem povezan terorizem in odnos do vseh tistih, ki bežijo svojih domovin, in pa boj proti klimatskim spremembam. Če se samo na to drugo obrnem, vsa mesta na svetu morajo sprejeti pravila zelenih prestolnic Evrope, če hočemo planet ohraniti. Kajti v 10 letih bomo imeli v mestih več kot 70% prebivalstva in tudi predlog, ki sem ga dal gospodu Junckerju, ki je bil na obisku v Ljubljani, je eden od teh, da odreže polovico sredstev za NATO in da ta sredstva namenijo v države, kjer so sedaj v vojnem stanju in kjer je treba zgraditi nova mesta, nove tovarne, nova kmetijska in poljedelska združenja, kajti če ne bomo imeli perspektive, potem bo Evropa imela ne 5 milijonov beguncev v 5 letih, ima 50 milijonov beguncev. Treba je tudi pogledati, danes govorimo o vsem dosežkih, razmišljamo, kako bomo šli na izlet na Mars, kako bomo potovali na vikend, kako bomo Mars obljudili, da bo lahko tudi primeren za življenje. Moje vprašanje je vsem tistim, ki imajo toliko denarja, toliko znanja, zakaj ne pretvorimo po Afriki puščave v plodovite njive, da bi ljudje imeli normalno za preživetje. Ampak, da se vrnem na Ljubljano, jaz sem prepričan, da je lahko Ljubljana vzor vsem mestom po Evropi. Potem, kakšen odnos ima do vsakega posameznika, do spoštovanja ljudi. In zdi se mi pomembno, da imamo eno šolo v Ljubljani, kjer ima otroke iz kar 36 različnih nacionalnosti, brez enega problema. In tu ravno slovensko filantropijo imamo izjemno dobre odnose, poskušamo tistim, ki pridejo v Ljubljano, zagotoviti tiste pogoje, da lahko normalno živijo. Gre za to, da spoštujemo tudi njihovo vero, način prehrane, zdravstveno oskrbo, predvsem pa šolsko vzgojo. Ne gre za asimilacijo, gre za to, da smo se naučili živeti skupaj in spoštovati vse različnosti. Moja mama, ki je tu notri, bi mogoče bila užaljena, pa mislim, da ne bo, ko povem, da sem jaz čisto krvni mešanec in da zastopam vse tiste, ki so težko prišli nekam in so sprejemali neko novo kulturo, novo družbo in so morali svoje mesto najti. Če sem jaz uspel v teh 50 letih življenja v Ljubljani priti do mesta župana, pomeni, da lahko vsak pride. Hočem povedati, da je v Ljubljani samo pomembno, ali je človek dober in tak je dobrodošel, ali ni zadosti dober. Jaz odklanjam vsake oblike ograje. Ograjo, ki jo v Sloveniji je treba umakniti. Kajti naslednji korak, ko rečemo, zdaj imamo ograjo, ki nas ščiti pred 500 begunci, pred 1000 begunci, je vprašanje, kaj se bo zgodilo, če bo šlo na meje 50 000 beguncev. Če ograja ne bo zdržala, to pomeni, da bomo vzeli orožje v rokah. In veste, ravno to je tisto, kar je potrebno povedati Evropi. Moramo stati skupaj, moramo sprejeti ljudi, moramo dati možnost za sobivanje in enostavno tudi pri nas ne smemo dovoliti to, kar se dogaja tudi po nekaterih evropskih državah, da zmagujejo politiki, ki gradijo na strahu, ki gradijo na tem, da so nekateri izločeni. Na te zgodbe, da če bo kdo prišel, da bo vzel hrano in kruh in delo domačemu članu družine, jaz ne verjamem. Verjamem v to, da lahko uspe tisti, ki je zadosti delaven, ki ima znanje in ki hoče delati. Jaz sem prepričan, da je lahko Slovenija vzor za Evropo. Imamo veliko izobraženih ljudi, imamo veliko znanja, smo izjemno pridni, obenem se znamo pa zabavati. Moramo biti ponosni na to, kar znamo, na vse nagrade, ki jih dobimo. Naši znanstveniki, vzemimo kar na področju zdravstva, ki ga to kritizirajo, pobirajo svetovne nagrade. Naši najmlajši šolarji dobivajo nagrade na svetovnih prvenstvih, da ne govorim o naših športnikih. Konec koncev imamo tudi izjemno dobro gospodarstvo, kar se vidi po tem, da rastemo več kot 5% na leto.
Torej, Ljubljana je mesto heroj, mesto, ki je ponosno na svojo zgodovino. Ljubljana je mesto, kjer dokler bom jaz na tej poziciji, ne bo dovolil gradnjo domobranskih spomenikov. Pa sem rojen po vojni in to ni, da bi jaz trpel zaradi tega, ampak enostavno zgodovina je ena sama in nihče ne more spreminjati. Mi smo bili na strani tistih, ki so premagali največje zlo 20. stoletja, fašizem in nacizem. Jaz se spominjam pred 3 leti, 3,5, ko je naša odprava prišla nazaj srečanja ob izkrcanju v Normandiji in takrat je prišel tovariš Janez Stanovnik, Gorda Janče in je povedal, sedel sem v družbi največjih svetovnih velesil, tistih, ki smo premagali tisto zlo, ki je pretilo, da Evrope ne bo več, fašizem, nacizem in so nas sprejeli kot enakovrednega partnerja. In na to moramo biti ponosni. Nihče nima pravice, da spreminja zgodovino. Lahko trpimo zaradi žrtev, ki so nastale med vojno ali po vojni, ampak zgodovina je ena sama. In ta zgodovina je taka, da so partizani bili tisti, ki so nam dali svobodo. Tako da, spoštovane tovarišice in tovariši, moram nehati, častna meščanka, je bom pripeljal gol na oder, bo mnogo lepše od mene povedala stvari, ampak če bi začel razlagati dosežkih Ljubljane, potem boste ostali tu do jutra. Kajti ta trenutek izvajamo kar 127 projektov in ponosen sem na vse nagrade, ki jih Ljubljana dobila. V zadnjih 2 letih smo dobili kar 12 mednarodnih nagrad. Uživajte v Ljubljani. Danes smo pripravili tudi lepo vreme, se veste tisto, če vreme dobro je zaslužen župan, če slabo je kriva vlada. Saj za nekaj ne bo kriva. In na koncu, dobrodošli, dragi moji, v najlepše mesto na svetu. Srečno. Kdo pa so ti mladi fantje, ki korakajo skozi noč? Kdo pa so ti mladi fantje, ki tam žarijo glas? To so mladi partizani, nepogibnega duha. To so mladi partizani, borci novega sveta. Kdo pa so dekleta mlada, puške imajo na ramah? Kdo pa so dekleta mlada, ali jih prav ni strah? To so mlade partizanke, slušale so glas srca. To so mlade partizanke, strah pustile so doma. Kakšna je to mlada vojska, ki zapela je skozi nas? Kakšna je to mlada vojska, druga vsak kot prejšnji čas? To je prava naša vojska, to je silna naša moč. To je vojska partizanska, jutro znani nam pojoč. Slovenke so bile v času druge svetovne vojne zelo dejavne. Ne le, da so se borile z ramo ob rami z moškimi in bile del partizanske vojske. Tudi v zaledju so pogumno bile svoje bitke. Z demonstracijami, ki so potekale v letu 1943, so ženske opozarjale na nasilje v zaporih in nečloveške razmere. Borile so se za izpust najbolj ranljivih skupin, bolnih, starih, nosečnic in mater z dojenčki. Demonstracije so se začele v sredo 21. aprila pred Kazino pod geslom Vidimo se naslednjo sredo. 21. junija
1943 so množico žensk na Pogačarjevem trgu pregnali celo z vodnimi curki, ki pa niso zadušili iskric upora, saj so bile v avgustu spet demonstracije in tokrat se jih je zbralo 10 000 Ljubljančank in Ljubljančanov ter zahtevalo izpustitev vseh Slovencev. S svojim delovanjem so ženske pokazale človečnost, sočutje in ljubezen v najtežjih trenutkih slovenskega naroda, pa tudi odločnost in neizmeren pogum.
Iz moje samotne, grenke mladosti se svetijo tiho tvoje oči. V nelepem življenju sled neizmerljivega, sredi večne smrti sled večno živega, luč neugasljiva sredi večne noči. Ves še majhen in slab sem zadev na rame trpljenja križ, pripravljen zame. In moje mlade oči so gledale v noč. So gledale, glej, in tam je vstajala. Da, tam od izhoda je luč prihajala. Že sem te slutil trepetajoč. Že so se stresale moje duše peroti, že ti je hitela vsa vesela naproti. Prišla si. Bog sam je prišel s teboj. In vse naokrog se luč zasvetila je. Čez življenje se moja luč Božja razlila je. Čez to trnovo pot, ki je delež moj. Ti si šla, Bog s tabo, a luč je ostala. Svetlo hrepenenje, ki si mi ga dala, gori zdaj v meni vse dni in noči. Gori zdaj v meni sredi vseh bridkosti. In iz moje samotne, grenke mladosti se svetijo tiho tvoje oči. Današnja slavnostna govornica je ženska, ki je celotno svoje življenje posvetila psihičnemu zdravju otrok, predvsem otrok iz vojnih žarišč. Tudi sama je bila namreč vojni otrok. Del svojega otroštva je preživela starši, partizani, zato te trpeče in otroške nedolžnosti oropane otroke lažje razume. Njena poklicna pot jo je vodila od dela z begunci v Sloveniji v 90. letih, pa vse do križnih žarišč po celem svetu.
Sedaj je njena naloga usposabljanje ljudi in predajanje znanja, ki ga je pridobila v svoji dolgi in bogati karieri, ko je med drugim delala tudi kot predstojnica oddelka za otroško psihiatrijo pri pediatrični kliniki v Ljubljani ter kot direktorica svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše. Kljub vsem svojim izkušnjam in znanju pa je ohranila svojo človečnost, razumevanje in ponižnost. Veličino njenega dela so prepoznali tudi na Mestni občini Ljubljana in sicer je preteklo leto postala častna meščanka mesta Ljubljane. Veliko čast in veselje mi je, da lahko k današnjemu slavnostnemu nagovoru povabim dr. Anico Mikuš-Kos, častno meščanko mesta Ljubljane in predsednico Slovenske filantropije. Pozdravljeni, kar hudo mi je, ker vas ne vidim, taka luč je. Najprej vsem ženskam, katerih praznik nas je zbral v tej dvorani, moje dobre želje in čestitke za 8. marec. Letošnji 8. marec je pomembna obletnica številnih dogodkov, o tem smo slišali, dogodkov, ki so prispevali k enakopravnosti žensk. Obenem pa ugotavljamo, da se je položaj žensk v razvitem svetu močno izboljšal v zadnjih desetletjih, vendar opozarjamo, da so še vedno v slabšem položaju od moških. Govorimo o neenakosti plačila za enako delo, o slabših možnostih in priložnostih v zaposlovanju, o seksizmu, spolnem nadlegovanju žensk. Res je čas velikih bitk za ženske pravice in enakopravnost v razvitem in bogatem svetu mimo. Toda zavedajmo se, da živimo v svetu, ko narašča socialna neenakost, pri čemer revščina najbolj prizadeva ženske in otroke. Kljub ekonomski krizi je bogatstvo bogatih poraslo in se je revščina revnih povečala. V sedanjem času so tudi prisotne tendence, poskusi odpravljanja pravic, ki so si jih ženske pridobile, govorimo o pravicah v razvitem svetu. In če se ozremo malo dlje od naše domovine, ugotavljamo, da 65 milijonov ljudi je moralo zbežati iz svojih domov. Zadnji podatki mednarodne organizacije Rešimo otroke opozarjajo, da 357 milijonov otrok živi v področjih oboroženih konfliktov in kar se mi zdi najbolj zaskrbljujoče, da je njihovo število od leta 1995 poraslo za 200 milijonov. Več kot 22 tisoč otrok umre vsak dan zaradi lakote ali bolezni, večino katerih bi bilo možno pozdraviti, preprečiti. Če tudi ne navajam in ne navajajo posebej številk za ženske, vse to še kako prizadeva ženske. Zgodovinski boj žensk za njihovo enakopravnost presega interese žensk, to se najbolj videlo v narodno-osvobodilni borbi. Upenja se v prizadevanja v boj za enake možnosti in enakopravnost vseh ljudi. Morda se nam zdi, da nas številke o beguncih in otrocih, ženskah in seveda tudi moških prizadetih od vojn, od skrajne revščine ne prizadevajo neposredno, saj so dogajanja od nas oddaljena. Toda, če tako mislimo, se motimo. Svet je danes, kot pravijo, globalna vas. Kar se dogaja v Siriji, je na različne načine prizadelo, vplivalo na Evropo. Pa nimam v mislih le kolon beguncev, ki prihajajo v Evropo, temveč ideološke in politične spremembe povezane s temi dogajanji, porast sovražnosti do tujcev, nacionalizmov in fašistoidnih gibanj. Vrsta mednarodnih organizacij, ki naj bi ščitila dobrobit ljudi, mir, sožitje, je očitno neučinkovitih. In pri tej nezmožnosti ustaviti zlo nam vse znanosti, informacijske tehnologije in druga čuda sodobnega sveta ne pomagajo prav dosti. Vse bolj se moramo spraševati, kaj lahko jaz storim, da bi preprečevala, zmanjševala zlo. Ustavimo se pred domačim pragom. Veliko govorimo o revščini, ki najbolj prizadeva ženske in otroke.
Res je, da danes v Evropi revščina ni isto, kot je bila pred mnogimi desetletji. Časi se menjajo in menjajo se pričakovanja ljudi glede kakovosti življenja. Ko so v bogatem svetu, kjer res da otroci ne umirajo zaradi lakote ali osnovnih obolenj, proučevali, kaj otroke revščine najbolj prizadeva, so ugotovili, da je to spoznanje o velikih razlikah v dobrinah, o krivičnosti tega sveta. Tudi če ne umiraš od lakote ali bolezni zaradi revščine, te lastna življenjska stiska in prikrajšanost ob neskončnem bogatstvu drugih prizadevata duhovno in moralno. Prizadevata tvoje dostojanstvo, videnje sveta, vero v človeštvo in človečnost. Ne spodobi se ali vsaj ni prijazno obarvati praznik s temnimi barvami in slabimi podatki. Tudi vsem tem govorim zato, ker vidim posebno vlogo žensk v prizadevanjih za spremembe. Želela bi v svojem nagovoru opozoriti na današnje možnosti žensk pri ustvarjanju bolj pravičnega sveta skozi vzgojo otrok. Ženske, kot vsak človek, imamo sposobnosti, moč izraziti svoje nestrinjanje s slabim. To se lahko dogaja v vsakdanjem življenju, v družinskih, službenih in poklicnih vlogah, na političnem parketu, na manifestacijah. Poleg možnosti, glede katerih se v razvitem svetu vsaj teoretično in po črki zakona ženske ne razlikujemo od moških, imamo še posebne zavezanosti in možnosti spreminjanja sveta skozi odnosi ravnanja z otroki in vzgojo otrok. Kakorkoli želimo izenačiti vloge obeh spolov, ostaja dejstvo sedanjega časa, da smo ženske matere, da v veliki večini družin še vedno mati preživi znatno več časa z otrokom kot oče, mnogo več je žensk samohranilk, kot je moških očetov samohranilcev, več starih mam se ukvarja z vnuki kot starih očetov. Poleg tega je področje vzgoje in izobraževanja izrazito feminizirano. Nikar ne razumite tega, da zavezujem žensko in nanjo prelagam odgovornost za vzgojo in razvoj otrok. To pojmovanje smo, hvala Bogu, prešli in prerasli. Gre zgolj za ugotovitev, da smo ženske bolj prisotne v življenju otrok in imamo zlasti v zgodnjih letih otrok več priložnosti za vzgojno ravnanje in vplivanje. Živimo v času vzgojnih dilem. Če nekoliko črno-belo predstavim, če tudi vem, da v življenju stvari niso črno-bele, je vprašanje, ali vzgajati otroka zato, da bo samozavesten, uspešen borec za svoje dobro in dobro svoje družine, ali da bo solidarnosten, pripravljen podeliti, čutil odgovornost do skupnosti. To vprašanje zadeva vse za otroka pomembne odrasle. Danes veliko govorimo o duševnem zdravju otrok, to je tudi področje mojega strokovnega delovanja. Zanimivo se mi zdi, da v sodobnih opredelitvah piše, da k duševnemu zdravju sodi tudi to, da so ljudje aktivni državljani, da prispevajo k socialni koheziji, miru in stabilnosti. In skupina radikalnih strokovnjakov je dodala k opredelitvi še, da so se ljudje zmožni konstruktivno in nenasilno upreti proti krivici zatiranju. Zdi se mi, da bi morali te komponente bolj osveščeno vnesti v vzgojo, biti bolj pozorni na družbene razsežnosti našega vzgojnega ravnanja, tako v družinski vzgoji, kot v institucionalni in zlasti v šolski vzgoji. Govorimo o vzgoji za aktivno državljansko vlogo, o razvijanju čuta za pravičnost, občutljivosti za krivice, pogumu za konstruktivni upor zoper krivice. Vzgajati otroke za boljši svet, bolj pravično družbo, za vse skupine, ne pomeni le vzgajati pri otrocih človečnost, pravičnost, solidarnost. To pomeni tudi priprave na nelepe reči, ki se dogajajo, na aktivno zaščito pred slabim. Poleg neoliberalnih odnosov, v katere smo vpeti, se dogajajo v današnjem času zaskrbljujoča gibanja. Med njimi tudi takšna, ki imajo značaj fašističnih gibanj. Pogosto se slabo pripravlja, a ga ne zaznamo ali nočemo zaznati, ker smo nevedni, naivni, ker nas je strah, ker je lažje, če se potuhnemo, ker imamo občutek, da tako ali tako ničesar ne moremo spremeniti. Ostajamo molčeči opazovalci slabih dogajanj, kar kaže, kot bi se z njimi strinjali, ali vsaj, da ni nestrinjanja. Takšne drže so lahko pogubne. In še nekaj.
V našem času je vse več intelektualnega dela prevzemajo računalniki in druge informacijske tehnologije, vse več fizičnega dela prevzemajo stroji in roboti. V tem svetu hitenja, pospeševanja, tekmovanja, digitalizacije, informacije, mehanizacije, robotizacije postajajo vse bolj dragoceni delovanje in dejavnosti, ki jih danes imenujemo skrbstvene dejavnosti, dejavnosti neposredne skrbi za človeka. Veliko večino teh del opravljajo ženske. Gre za vse bolj dragocene vrednosti, ki pa so družbeno podcenjene, kar se odraža tudi v nagrajevanju ali plačilu zanje. Če pa so te dejavnosti postorjene doma, niti ne štejejo za delo. Tudi na tem področju smo prve in najbolj prisotne učiteljice otrok ženske. Govorimo o razvijanju občutljivosti za stisko drugega, pripravljenost za pomoč drugemu pri otrocih, ne glede na spol otrok. Morda se zdi ta nagovor splošen, nespecifičen za dan žena. Toda v tem, o čemer govorim, smo združeni vsi, moški in ženske. Ženske pač imamo posebne možnosti in priložnosti za ustvarjanje prihodnjega boljšega sveta. Res je, da nas je manj na pomembnih mestih med odločevalci. Smo pa socialno tkivo, ki ima moč. Le da se tega včasih ne zavedamo v ustrezni meri. Ustvarjamo kakovost odnosov, podporno vzdušje v skupnostih ljudi, s katerimi delamo naš vsakdan, prenašamo vrednote in smisel življenja skozi otroke v prihodnost. In naj zaključim. Nekoč smo vzklikali ali pisali na plakate Žive 8. marec, dan žena. Jaz bi vzkliknila, uporabimo svoje izkušnje, modrosti, sposobnosti, svojo moč za uresničitev gesel svoboda, enakost, bratstvo v sedanjosti in žal dokaj negotovi prihodnosti. Ali po starinsko bi rekla, kot smo nekoč govorili v času boja proti okupatorju in fašizmu, smrt fašizmu, smrt vsem gibanjem podobnih fašizmu in ki vodijo v fašizem, svoboda narodu in enakopravnost vsem ljudem. Hvala. Nihče je ni razumel. Družba jo je smatrala za lahkoverno, lahkomiselno dekle brez ponosa, prijateljice pa so se ji smejale. Uobče je bila na glasu kakor nestanovitna, spremenljiva vrtoglavka. Nekateri dobrohotni ljudje so dejali, da je preveč življenja v njej. Drugi so trdili, da je popolnoma manjka resnobe in značaja. Bila je živa, strastna, vse v njej je kipelo čustva in mladost. Bilo je že par let, odkar je začela biti mlada. Njene vrstnice so se prištevale že med starejše, a ona je bila mlada. Mlada. Oči so se ji kresale in srce ji je gorelo od življenja.
in srečna je hotela biti. Iskala je nestrpno, nemirno in trmoglavo ono jasno, nebeško srečo, o kateri je sanjarila duša. Nekoga, ki jo bo ljubil, kakor zemlja ljubi sonce, ki bi trepetal v ljubezni, kakor goreči migljajoči zrak v poletnih vročih dneh. In iskala je sreče in ljubezni. Skoraj vsak se je zaljubil v njo in ona jih je oblila svojo vročo ljubeznijo. A nihče ni bil srečen, nihče je ni osrečil. Kakor led so bili mrzli, trdi kakor skale. Njihove uradniške konvencionalne duše. Iskale so polnih žepov in ne sreče nebeške, ne one vihrajoče ognjene ljubezni, ki vžiga pamet. In v njej je gorela mladost in življenje je plamnelo kakor večni požar. Vsako razočaranje je padlo v njo kakor razbeljeno oglje, ki sikne še više, besnejše pod nebo. Ljudje so se smejali, da ima vsako leto 7 ljubimcev, so dejali. In bilo je morda res. Iskala je pravega, onega večjega, močnega, silnega, z vročo dušo in pogumnim srcem, ki bi jo odnesel tja gor pod nebo, kjer cvete sreča v večnih omamnih rožah. In prišel je, velik in silen in pogumen, razlomil stare močne okove okrog nje in okrog sebe in objel jo je, da je njena sreča zrasla do nebes. Odnesel jo je v tuj kraj, da bodeta srečna. Srečna. Ljudje so začeli sikati svoj strup in svoje blato. Ona pa misli. On in jaz. Ali morate pljuvati v sonce?
Letos mineva 100 let od smrti Ivana Cankarja, enega največjih slovenskih literarnih ustvarjalcev. Ivan Cankar je pisal prozo, poezijo in dramska dela. Njegove drame so med najbolj prepoznavnimi slovenskimi deli, prav tako njegova prozna dela, medtem ko je poezija nekoliko manj znana. Njegovo poezijo danes za nas oživlja večkrat nagrajena gledališka in filmska igralka Marijana Brecelj. Nad menoj se prva zvezda jasno zableščala je. Lahna sapica večerna, vrh gore pihljala je. Tam od vzhoda, od Ljubljane, divna pesem se glasi. Glasne godbe, čarne glase, da jih čujem, se mi zdi. In v dvorani razsvetljeni, kako je življenje to. Moje tožno srce hoče v čarobno vrvenje to. Oj, to šepetanje sladko, oj, ta živi plam očes in objemljajo se roke v šumni strasti, polni ples. Ko bi rožico pomladno, hladni sever bil objel, med svetle vrste Heleno njen plesalec je odvel. Ah, kako je čarokrasna, kot ni bila prej nikdar. Ah, kako v očeh njegovih vnemlje se ljubezni žar. Noč je pala nad Ljubljano, godba obmolčala je. Nad goro s krvavim žarom luna zasijala je.
Narodno-osvobodilni boj je bil za žensko gibanje izrednega pomena, saj so se ženske na vseh področjih postavile ob bok moškim in v družbi zavzele enakopraven položaj. Leta 1943 so se ženske lahko prvič udeležile volitev in bile izvoljene v narodno-osvobodilne odbore. V Kočevskem odboru je bilo tako na primer kar 13% žensk. Istega leta je bila v Dobrniču ustanovljena tudi Slovenska protifašistična ženska zveza, ki je imela pomembno vlogo tudi v povojnem življenju. Družbo je prisilila, da se je opredelila do vprašanj materinstva, splava, zakonskih in nezakonskih otrok, enakopravnosti pred zakonom, zaposlovanja in enakega plačila za enako delo. Opozarjale so na zaščito delavk tudi pred spolnim nadlegovanjem, zahtevale plačan porodniški dopust in možnost do izobraževanja. Svojim delom so skovale novo, ženskam prijaznejšo domovino. Domači smo in naša sila, skovala nam bo sreče ključ. In iskra svetla, izpod kladiva, prižgala bo svobode luč. Udarna dan in brez odmora, kladiva pesem naj doni. So zrak stoletni, že v prah se duši, Ispanja ljudstvo se budi. Narodu skovali srečo, s kladivom našim bomo mi. Verige sužnjev, okove težke, kladivo naše naj zdrobi. Kovači smo in naša sila, skovala nam bo sreče ključ. In iskra svetla, izpod kladiva, prižgala bo svobode luč. Fantje, 15 nas je, 15 partizanov, in jih je samo 300 ciganov. 300 jih trepeče, strah nazaj jih vleče. A mi na njej juriš, dan bo vroč, ozek je obroč, a treba je proč, to svoboda povsod, svoboda. Leto je klen obroč. Boj bo vroč, strelce, zaklon, boj bo vroč. Vsak se postroji, vsak se podvoji, vsak se potroji. Puška postane mitraljez, in se počez mori kosi. Puška postane točka, postane to in se naokrog, kakor snop, pada sovrak. Iz zaklona se dvigne srnjak. Juriš, in tedaj strelci vsi, kakor vrelci moči in poguma do brezuma, se zapodimo, zakadimo, zavalimo z bombom, z nožem, z roko, mi, kakor do more, in brez odpora jih 300 se vdale toliko, da potisnemo skozi. Ti lozi se potem
se veselo nasmejemo, pa se veselo nasmejemo. 15 nas je še, 15 nas je še. Slovenci plemeniti, le stopimo v korak, da osvobodimo svoj domači kraj. Čez gori ili čez jara, po svetu najdolji, Slovenija junaška, svobodna si želi. Čez gori ili čez jara, po svetu najdolji, Slovenija junaška, svobodna si želi. Mladeniči in mladenke, vsi starci in ženi, za svobodo našo, vsi naj se bori. Čez gori ili čez jara, po svetu najdolji, Slovenija junaška, svobodna si želi. Čez gori ili čez jara, po svetu najdolji, Slovenija junaška, svobodna si želi. Svobodna res je zlata, svobodna nam je vse, za njo če bo treba, vsakdo naj umre. Čez gori ili čez jara, po svetu najdolji, Slovenija junaška, svobodna si želi. Čez gori ili čez jara, po svetu najdolji, Slovenija junaška, svobodna si želi. Današnji kulturni program, namenjen vam, drage dame, se s tem počasi zaključuje. Hvala vam za pozornost. Program smo sooblikovali Partizanski pevski zbor z dirigentom Iztokom Kocenom. Godalni orkester glasbene šole Moste Polje z dirigentko Ksenijo Trotovšek-Brlek. Plesalke in plesalec baletne šole Stevens z mentorico Neno Stevens. Dramska in filmska igralka Marjana Brecelj. Recitatorja Lina Potočki-Vozni in Danijel Petkovič. Scenarij sem pripravila Mojca Poredoš, projekcija Iztok Pipan, televizija Medvode. Drage dame naše, spet slavimo danes čare vaše. Drage dame naše, strastne, naš posel je brezosebna stvar. Zaradi vas so naše misli glasne, da z vami in za vas služimo denar. Drage dame naše čudovite, lepšate nam dneve in noči, saj ravno prav postavne, z vami lepše se nam godi. Drage dame naše, naj bo danes še bolj vse po vaše. Naj živi ženske tega sveta in naj živi praznik Dan žena.
stane za slovenski